Spoštovani izbrani, ministrica, poslanca, župani, direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti, načelnik generalštaba, ostali visoki cenjeni gostje, prijazno dobrodošli na odprtju razstave Haiku in fotozbirke 100. Literarna in fotozbirka je nastala kot zaključek dveh natečajev Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Tolmin ob 100-letnici začetka Prve svetovne vojne. Združuje 58 haiku ustvarjalcev in fotografije 13 avtorjev. K besedi pa vabim direktorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, magistra Marka Repnika. Izvolite. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, spoštovani gostje, spoštovana gospa ministrica Andreja Katič, dovolite mi, da vas v svojem osebnem imenu in v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti prav lepo in iz srca pozdravim. Žal je tako, da grozote vsake vojne so nerazumljive, pa vendar se jih vsi dobro zavedamo, žal pa proti temu ne moremo nič. In veliko veselno zadovoljstvo mi je, da ste združili moči in pripravili to prekrasno razstavo, ki je spomin na žrtve in vse grozote Prve svetovne vojne in na opomin tudi vsem ostalim vojaškim morebitnim spopadom, ki še žal čakajo na to. Upam, da bo razstava ponesla to pozitivno miselnost tudi v Sloveniji in širše, da se bomo vsi skupaj začeli zavedati, da to pač enostavno ni prav. Lepo je, da opominjamo na tak način in mislim, da bi se mogli tega vsi skupaj še malo bolje zavedati. Na tem mestu mi dovolite, da se zahvalim gospodom županom občine Tolmin, gospodu Urošu Brežanu, Bovec, gospodu Valterju Mlekožu in pa Kobarid, gospodu Robertu Kavčiču, potem Ministrstvu za obrambo, ki je omogočilo to razstavo, gospa ministrica za celotno ekipo in pa seveda naši sodelavki na območni izpostavi Tolmin, gospe Silvi Seljak z ekipo. Hvala lepa in upam, da bo takšnih krasnih trenutkov v opomin še več. Hvala lepa. Hvala lepa, magister Repnik. K besedi pa zdaj vabim ministrico za obrambo Republike Slovenije, Andrejo Katič, ki bo današnjo razstavo tudi odprla. Hvala, spoštovani. Veseli me, da smo se danes tukaj zbrali v tako velikem številu, da smo se danes zbrali tukaj tisti, ki nam je blizu domoljubje, ki nam je blizu radost do naše države, ki nam je blizu neka ljubezen do zgodovine in zagotovo tudi ljubezen do umetnosti. Ko sem te dni hodila mimo te razstave v preobilici dela, v soočanju z izzivi sodobnega časa, nisem mogla, da ne bi ob pogledu na ta kratka sporočila, na te fotografije, na te misli, ki so danes na steni, da ne bi zastal korak. Na zelo kratek, jedrnat, enostaven način izražajo veliko trpljenje, veliko pomen, izražajo žalost, gorje, smrt. In ko danes velikokrat, ko obujamo spomine, se spominjamo le posameznih velikih bitk, posameznih vojskovodij, posameznih velikih momentov. Velikokrat pa žal pozabimo na vse tiste trenutke osebnega trpljenja vsakega posameznika, posameznice, ki jih je čutil, naj si se boril kot borec, naj si je bil kot ožji družinski član ali pa nekje bolj v zaledju, kjer je čakal na vrnitev ljubljene osebe domov, pa ta ni prišla. Velikokrat bi si morali predse poklicati misli, katere so nam znane in mogoče tudi sami pri sebi premisliti, kaj so ljudje v tistih trenutkih groze, v tistih trenutkih neizmernega gorja sami pri sebi premišljevali, prednjem prišel žal tudi njihov zadnji trenutek. In naša naloga tukaj na Ministrstvu za obrambo je zagotovo tudi, da naredimo vse, da do vojne nikoli več ne bi prišlo.
100 let mineva od dogodkov Prve svetovne vojne, minevajo dogodki Druge svetovne vojne, osamosvojitvene vojne. Verjamem, da smo se marsikaj naučili iz teh obdobij, pa vendar grozote so še vedno zelo, zelo blizu. In tudi danes, mogoče res živimo v trenutkih miru, vendar le pri nas. Marsikje po svetu se še soočajo z grozotami vojne, z vsem gorjem, ki ga prinese ta tistim, ki so neposredno vpeti in tudi vsemu civilnemu prebivalstvu. In tudi zaradi tega še danes, kljub temu, da je minilo 100 let, nismo razrešili v mednarodni skupnosti vprašanja umika civilnega prebivalstva iz območja, kjer se dogajajo vojne, kjer se dogajajo vse te grozote. In ko danes govorimo, zakaj so še kako pomembni takšni trenutki, kot je današnji, zakaj je pomembno vsako ohranjanje misli na preteklost, je naše sporočilo našim mladim. Mi jim ne smemo olepševati nobenih dogodkov, niti zakaj je do vojne prišlo, niti kaj se je med vojno dogajalo, niti kaj se je dogajalo po vojni. Zaupati moramo, da bodo z lastnim razumom ustvarili svojo sodbo in predvsem, da bodo, verjamem, da uspešno rešili tisto, kar mi še nismo, da bodo končno enkrat svetu zagotovili mir. In tudi moja zahvala vsem vam, spoštovani, ki ste ustvarjali te misli, te fotografije, vsem, ki ste poskrbeli na takšen ali drugačen način za organizacijo, za izvedbo te razstave, pa verjamem, da tudi pri vsem svojem delu na drugih področjih. Hvala vam za ohranjanje tega spomina in za to sporočilo našim bodočim generacijam. Hvala tudi vsem, ki se delujejo v nacionalnem odboru za obeležitev dogodkov Prve svetovne vojne. Sama mu predsedujem, tudi mi se trudimo, da bi na nek podoben način v sklopu vseh dogodkov, ki se vrstijo zdaj že kar nekaj časa, obujali spomin na dogodke Prve svetovne vojne. Moramo še naprej truditi se in prenašati sporočilo našim zanamcem. Naj se nikoli več ne zgodi. In mogoče bi omenila še to. Aktivnosti Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, pa tudi drugih. Letos poteka 20 let, odkar je Republika Slovenija vključena v mednarodne operacije in misije. 20 let, odkar tudi Slovenija na nek način prispeva k ohranjanju ali dosegi mednarodnega miru in varnosti. In na koncu, spoštovane, spoštovani, bi zaključila z mislijo našega velikega generala Rudolfa Maistra, ki je leta 1916 v pesmi Grobovi na vprašanje, kje stoji križ slovenskim fantom, odgovoril takole: Oj, ne išči jih v Poljani, v nas so, v srcih pokopani, mi smo njihov grobni križ. Hvala vam za vse, kar ste do sedaj naredili za ohranjanje plemenitih misli, sporočilo preteklosti našim prihodnjim rodovom in naj se nikoli več ne zgodi. Hvala lepa ministrici. Haiku, japonska miniaturna zvrst poezije, predvideva le 3 vrstice in skupaj 17 zlogov. Ravno zato je v današnji poplavi besed izziv ubesediti posamezne trenutke v takšen obseg. Za uvod v zbirko je Jožek Štucin, ki je danes tudi z nami, zapisal: Stoletnica začetka Prve svetovne vojne je za kraje ob Soči pomemben mejnik. Epski trenutki ene najbolj krutih in nesmiselnih morij v našem okolju se na različne načine ohranjajo v sedanjosti. Tudi zato, da se ne pozabijo, ter da dogodki in ljudje, ki so v tistem času doživljali apokalipso, ne zdrsnejo v brezčasje golega in brezčutnega spomina. Prisluhnimo poeziji, ki bo obogatena z glasbeno spremljavo. Vojna in mir s Tolstojem padajo zvezde.
padajo zvezde. Voda v zemljo si pot utira, skozi zlomljene kosti polzi. Voda v zemljo si pot utira, skozi zlomljene kosti polzi. Zima pokriva tarne, rane se utopijo v cajtu. Zima pokriva tarne, rane se utopijo v cajtu. Listje jesensko, padlo je kakor vojak, malo pred zimo. Listje jesensko, padlo je kakor vojak, malo pred zimo. Porušena hiša, pod kupom ometa umira človečnost. Porušena hiša, pod kupom ometa umira človečnost. Pekoča skala suši smrdljivo srajco, duša plapola. Pekoča skala suši smrdljivo srajco, duša plapola. Nihče se ni vprašal, kje bodo prazna telesa naslednje jutro spala. Nihče se ni vprašal, kje bodo prazna telesa naslednje jutro spala. Danes veseli, jutri prijateljev ni, v grobovih vsi. Danes veseli, jutri prijateljev ni, v grobovih vsi. 100 let mineva, bele ptice boš sanjal, golobe miru. 100 let mineva, bele ptice boš sanjal, golobe miru. Roža se vzpenja iz zaraslega jarka, iz prahu v prah. Roža se vzpenja iz zaraslega jarka, iz prahu v prah. Solze mnogih vojn tečejo po licih navadnih ljudi. Solze mnogih vojn tečejo po licih navadnih ljudi. Kaplje krvi so prilepljene na boke soških postrvi. Kaplje krvi so prilepljene na boke soških postrvi. Švenketanje šip, odšrapnelo prepikan večerni pejsaž. Švenketanje šip, odšrapnelo prepikan večerni pejsaž. Mislim nate, ko se z nesmisli boriš. Pazi nase, fantič. Mislim nate, ko se z nesmisli boriš. Pazi nase, fantič. Strah me je bilo. Prostor se je zdel prepoln, polet granate. Strah me je bilo. Prostor se je zdel prepoln, polet granate. Top je bruhal smrt, trupla ležijo povsod. Mir je tudi ubit. Top je bruhal smrt, trupla ležijo povsod. Mir je tudi ubit. Glasna tišina, šepet sivih čeljusti, grob poleg groba. Glasna tišina, šepet sivih čeljusti, grob poleg groba. Stražim v jarku, tobak pridiši. Žepe obračam, samo še diši. Stražim v jarku, tobak pridiši. Žepe obračam, samo še diši.
Kanja nad vodo, na brodu še vedno kri, potuje mimo. Kanja nad vodo, na brodu še vedno kri, potuje mimo. Na Mengorah iskala jesen in našla odhajajočo vojno. Na Mengorah iskala jesen in našla odhajajočo vojno. Grmen je topol, vasice se skrijejo v svoje temelje. Grmen je topol, vasice se skrijejo v svoje temelje. Velika vojna za veliko rano malega naroda. Velika vojna za veliko rano malega naroda. Poslednji strel, preden umahne čas, v brezno krasa. Poslednji strel, preden omahne čas, v brezno krasa. Trupla na zemlji, pri vitu mižanju, upi v zraku. Trupla na zemlji, pri vitu mižanju, upi v zraku. Danes, od včeraj, golob na strehi visi, od danes za jutri več ga ne bo. Danes, od včeraj, golob na strehi visi, od danes za jutri več ga ne bo. Dalmatinski vojak malo straži, malo več počiva. Dalmatinski vojak malo straži, malo več počiva. Krvave kamnje daš opere, trde misli ljudje ne. Krvave kamnje daš opere, trde misli ljudje ne. Vojna je sveža, kolorirana slika. Splatna curja kri. Vojna je sveža, kolorirana slika. Splatna curja kri. Burja maje brst. Z doma naša sveta prst, Lara, Pavel, v Trst. Burja maje brst. Z doma naša sveta prst, Lara, Pavel, v Trst. Peli so pesmi, bili so se na gori, zvenijo v naš čas. Peli so pesmi, bili so se na gori, zvenijo v naš čas. Trohnoba daje umirajoče sanje v posladek črvom. Trohnoba daje umirajoče sanje v posladek črvom. Ni le beseda, običajen stisk roke. Danes je z Bogom. Ni le beseda, običajen stisk roke. Danes je z Bogom. Kaplja sveža kri, srkajo bojno polje, jemlje življenja. Kaplja sveža kri, srkajo bojno polje, jemlje življenja. Rovi pod robom, obrok, večerni naskok, žlica brez roke. Rovi pod robom, obrok, večerni naskok, žlica brez roke. Še za igro ni stil nas videti strejat, težki so spomini. Še za igro ni stil nas videti strejat, težki so spomini. 20 dežel
je poslalo svoje može za grob Javorce. 20 dežel je poslalo svoje može za grob Javorce. Ovce pasejo krvavljene trave davnih vojakov. Ovce pasejo krvavljene trave davnih vojakov. Puške pokajo, matere jokajo, Bog tiho visi. Puške pokajo, matere jokajo, Bog tiho visi. Na mrtvi straži kričijo beli križi, memento mori. Na mrtvi straži kričijo beli križi, memento mori. Odmevna tišina Odmeva v nas. za novi čas. Torej, kot rečeno, čestitke vsem avtorjem, nekaj jih je danes tudi z nami, dobrodošli in še enkrat iskrene čestitke. Spoštovani zbrani, v nadaljevanju vas seveda prijazno povabim na ogled razstave, ki ga bomo zaključili še z druženjem, kjer boste lahko tudi v pogovoru z avtorji izvedeli še besedo ali dve več o nastalih delih. Razstava je tako odprta, hvala lepa vsem sodelujočim, dovolite, da jih tudi predstavim. Današnji kulturni program so sooblikovali flavtistka Nika Hribar, kitarist Sebastian Grego, poezijo pa sta prebirali Špela Mrak in Sanja Rejc. Za konec pa si bom tudi jaz še enkrat sposodila haiku Tomaža Švaglja, ki pravi takole: Odmevna tišina odmeva v nas za novi čas. Hvala, ker ste bili z nami in lep dan še naprej.